Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, zdaj že kakšno leto poslušam od naših gostov, od prijateljev o imenu Petra in o imenu Uroš Dobnikar. O paru, ki je izdal krasno, neverjetno knjigo Šola luči, o tem, da je on zdravnik, doktor, o tem, da je ona profesorica klavirja in da skupaj res take stvari neverjetne ustvarjata, ljudi spodbujata k temu, da so bolj prisotni v svojem življenju in da živijo višjo kvaliteto življenja. Če se tudi sami ukvarjate s tem, kaj bi lahko naredili za sebe, da bi se osvobodili vsega tistega, kar vam v življenju ne koristi več, potem verjamem, da ste tudi sami že slišali za to knjigo Šola luči in da ste slišali za tale par. No, če še pa vendarle niste, danes ju bomo spoznali, kajti povabila sem ju na kavico oziroma na čaj, priznam. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala lepa, ker ste se odzvala našemu povabilu. Pomembne so stvari, ki so zapisane tukaj v tej knjigi in pomembne so informacije, ki pridejo do ljudi ne samo preko besed, ampak tudi, da jih začutijo, kaj ne da? Danes bomo govorili o tem, če smo sploh svobodni in kdo nas lahko osvobodi. Ampak še pred tem me zanima vajina zgodba. Kako sta recimo vidva prišla do tega, da sta avtorja te knjige, da prirejate vse te različne dogodke in tako naprej? Ja, na eno življenje je samo porinilo v bistvu v to, kar je sedaj nastalo iz tega. V bistvu brez neke drame, v bistvu smo našla pot samodejno, ko smo živela življenje, ki ga živi povprečen človek, ima svoje službe, otroke, svoje obveznosti in potem na nek trenutek ugotovi, da obstaja nekaj več, da to ni to, da je nekaj več za tem življenjem, kar še v bistvu ne poznamo, se nismo naučili in smo začela raziskovati. Raziskovati smo začela v bistvu globine življenja, ki je okrog vsega tega, kar v bistvu živimo in se ga zavedamo. In smo odkrila čudovite stvari. Odkrila smo v bistvu srce, ki nam lahko prinese dosti lepega v življenje, ki izgleda na videz lahko zelo slabo, težko. Ampak, ko enkrat odpreš to notranjo luč, srce, se odpreš življenju in dopustiš, da življenje teče skozi tebe, da se toliko življenja prepustiš, potem stvari dosti lažje in bolj svobodno deluje. In to smo ugotavljali skozi vsa ta leta. Od vedenja je začelo prihajati skozi najo. Smo ugotavljali, da bolj se poslužujemo tega, te notranje moči, luči, ki se je odpirala, bolj je najino življenje potekalo gladko, tekoče, manj je bilo bolezni, manj je bilo teh prehladov različnih, tudi otroci so manj zbolevali, lepše smo se imeli. In to je to, videli smo, da to res deluje, in smo začeli ljudem pomagati na tak način, da so začeli prihajati k nama domov, prijatelji, znanci, in smo videli, da lahko zelo hitro te težave presežejo samo s tem, da se začnejo zavedati samega sebe, da začnejo sami sebe čutiti, da se naučijo povezati samim seboj in odkriti, uvideti vzorce, negativne vzorce, ki v bistvu nam preprečujejo, da bi svobodno živeli. Vsi smo ujeti v neke vzorce, neke navade, neka prepričanja. Ampak sami sebe ujamemo, ne? Seveda. Vsi imamo nekaj prepričanja in v teh prepričanjih živimo. Mislimo, da je nekaj prav, da je nekaj drugega narobe. In potem smo ujeti kot v kletki in ne vidimo širine, ne vidimo zunaj te kletke. Ampak ne moremo mimo tega, da vi pa vendarle ste doktor medicine, kar pomeni, da ste imeli ogromno izobraževanja takega in drugačnega. In res je, da se zdaj odpira, da imamo ogromno doktorjev, ki govorijo o tem, da si pa lahko baterije napolnimo ne samo z zdravili pa ostalimi pripravki, ampak tudi tak na energijski ravni. Kako ste pa vi tukaj? Kako ste to nekako, gledate komplementarno verjetno, a ne? Seveda, ko se odpreš temu toku življenja, ko najdeš to moč v sebi, to zavedanje življenja, ker začneš enostavno gledati širše in vidiš celotno sliko. Medicina, ki sem se učil, je v bistvu
en del vsega tega, vsega tega zdravljenja, ohranjanja zdravja, ampak dosti več je zunaj tega, in vse lahko pomaga drug drugemu, ko najdeš način, da se v bistvu napolniš z energijo, da se boljše počutiš, da se pozdraviš, konec koncev samo od sebe, lahko dosti pomagaš v radni medicini. Petra, je z vaše strani prišla ta pobuda, da pa mogoče preberete še kakšno dodatno knjigo oziroma da prakticirate kakšne nove navade v vaši družini z otroci in tako naprej? V bistvu sva midva zelo povezana kot par, že vedno, odkar sva se spoznala, sva vedela, to je to in sva šla po svoji poti. In jaz sem se skozi glasbo lahko zelo izražala. Tukaj pa potem enkrat, ko pride družina, ko v bistvu začutiš neko ujetost samega sebi v družini, ko pridejo otroci, se mi zdi, takrat se začne neka, za mene vse osebno, ta resnični pokazatelj se pokaže, kdo v bistvu v resnici sem. Ker mi otroci v bistvu doma nastavijo takoj ogledalo. In ne vem, nekako sva oba začutila v nekem trenutku, da pa je zdaj čas, da pa začneva iskati nekje naprej, greva še naprej v življenju. Kako so vas pa vaši kolegi sprejeli glede tega? Ste kaj govorili, ste bili kar tiho, ste raziskovali naprej? Kako vas sprejemajo danes, recimo? Dosti stvari sem objavil v medijih, v različnih časopisih, revijah na to temo. Predvsem sem želel, da se to zavedanje tega, da zdravniki nismo tukaj zato, da bi zdravili paciente, da bi jih ozdravili, ker jih v bistvu ne moremo. Ker v bistvu se pacienti konec koncev zdravijo sami. Mi jim v bistvu pomagamo, da pride do zdravja. Pomagamo jim tehnično, s podporo za zdravili, z operacijami, da se nekako nastavijo, da se lahko v bistvu sami pozdravijo. Konec koncev pravo zdravljenje pride od znotraj navzven. In to zavedanje želim nekako vpeljati v ta prostor. In dosti je bilo tega objavljanja. Kolegi so to poprečno zelo dobro sprejeli. Se mi zdi, da je razmišljal o tem vedno bolj, počasi se to integrira in bomo videli, kaj bo iz tega zraslo. Ampak konec koncev je to neka resnica, ki osvobaja, ki osvobodi in zdravnike, ki si mislijo, da so odgovorni za pacienta, ki ga zdravijo, in paciente, ljudi, ki so bolani, da najdejo tisto zdravilo v sebi, da se lahko pozdravijo sami, da ne rabijo se obešati na nekoga, biti žrtev svoje bolezni in iskati zdravilo zunaj sebe, ker ga ne morejo v resnici najti. Lahko najdeš začasno pozdravljanje, začasno umiritev problema, ampak to se vse vrača, dokler ti v sebi ne urediš vzrokov, zakaj je bolezen nastala, tako dolgo se te stvari ponavljajo. In to je bistvo, kar želimo podati ljudem, povezati se s sabo, najti v sebi moč, se osvoboditi tega občutka, da si žrtev, da si bolan, da si obnemogel, nemočen, da si omejen v tem življenju in zaživeti svobodno in zdravo. Potem pa samo od sebe se pride. Verjetno sta oba dva opazila in tudi delujete v tej smeri. Najlažje je dati odgovornost za zdravje na zdravnika, za pravico na sodišče, za izobraževanje in lastno razgledanost na učitelje. Se pravi, moč dobesedno dati nekomu drugemu. In sploh v medicini opažam ravno to. Tako smo naučeni. Tako življenje smo vzeli kot samoumevno. Celoten sistem, v katerem živimo, je zgrajen na sistemu žrtve. S tem, da je človek žrtev, da je ni dovolj močen, da ni dovolj dober, da ni dovolj pameten, da se vse moramo naučiti, da mora biti vse po pravilih. In zdravstveni sistem je na ta način narejen. Pacienti so žrtve in rabijo pomoč, so bogi, bolani. Pravni sistem je na tak način narejen. Rabi žrtev, rabi nekoga, ki ga obsodiš, nekoga, ki je kriv. Šolski sistem je na tem način narejen. Z otroci nevedni, jih moraš nekaj naučiti, jih moraš kaznovati, jih moraš omejiti. In cel sistem temelji na tem, da smo ljudje v bistvu nemočni, ampak to ni resnica. Resnica je več kje drugje. Resnica je, da smo v bistvu sami po sebi popolna bitja, ki se lahko v bistvu razvijamo v čudovite ljudi, ki smo med seboj povezani, ki smo zdravi, ki smo radostni, veseli. In to je življenje. Vse drugo je v bistvu
če smo v občutku, da smo nemočni, smo v bistvu mrtvi, ne? V bistvu ne živimo. Se pravi, samo ohranjamo se pri življenju, ne živimo pa pravzaprav. Tukaj v knjigi vidim krasne stvari, zakone življenja, vzorci negativnega delovanja, o delovanju misli, občutkov, besed in dejanj. In med vsemi temi zakoni življenja, ki so tukaj zapisani, res jih je veliko, med drugim tudi o tem, da smo nesmrtni, da smo večdimenzionalno bitje, kaj govori zakon o harmoniji, svobodne volje in tako naprej. Kateri je tisti najbolj osnoven zakon ali pa najbolj osnovno znanje, sporočilo, informacija, ki je recimo prvi korak za vsakega in je temelj? Jaz bi to rekla predvsem tale zakon, kar damo, to dobimo nazaj. Jaz bom rekla, če stvari v življenju nam ne štimajo, če nismo zadovoljni, karkoli se nam dogaja, poglejmo najprej sebe in poglejmo, kaj dajemo svetu. In šele potem, ko bomo lahko videli, kaj dajemo svetu, bomo morda ugotovili, zakaj se stvari sploh dogajajo, zakaj nam svet nam daje. Tukaj je predvsem zelo pomembno to, da odpremo naše srce. Ker ko enkrat odpremo naše srce, ko enkrat damo ljubezen svetu, potem tudi mi dobimo ljubezen nazaj. Lahko je reči, težje storiti, zato so pa te meditacije, ki jih v bistvu midva prirejava, tako dobrodošle, ker tukaj se samodejno ljudje naučijo, kako to narediti. To je knjiga, tukaj noter so informacije, ampak potrebno je pa narediti to, da v praksi dejansko deluje, da ti vidiš, da to deluje. In za naju je življenje meditacija. Za naju ni življenje in meditacija, mi dva ne pobegneva v meditacijo, da se napolniva z energijo kakorkoli, ampak da naše življenje skupno postane kot meditacija. V miru, v ljubezni, v sprejemanju, vse to. In ta knjiga v bistvu nosi zapisanost informacije, kako poseči do tega stanja, vendar je pa praksa, ki jo deliva z temi meditacijami, ki jih vodiva, potem še tista pika na i. In tudi zaradi česar je ta knjiga nastala. Ker k nama je v bistvu začelo prihajati vedno več ljudi in vsakemu sva v bistvu začela razlagati iste stvari. In ni bilo več časa, zato je bila potreba po knjigi, da nastane, nastala je 1, 2, 3, res potreba je bila tukaj, in knjiga je nastala. Wow, dejansko neka knjiga o življenju za življenje. Šola luči. Pravzaprav te stvari bi nas res morali naučiti že v šolah, kaj ne da? Sama sta starša. Koliko otrok imata? 3. 3 otroke imata. Jaz sama nisem še starš, si želim biti enkrat v prihodnosti, ampak takole, kar razmišljam, biti starš v tem obdobju, v katerem zdaj živimo, z vso to tehnologijo, ker vidim včasih pri kakšnih znancih, je njihova vzgoja konstantno pogajanje za čas na uni tablici oziroma pametnemu telefonu, je kar velik izziv. Kako se vidva spopadata s tem? Midva sva se nehala spopadati. Se ne spopadava. Enostavno sprejemava ta čas. Ta čas ima zelo veliko dobrih stvari, prinaša k nam. In otroke dejansko vodiva, da vidijo svoje možnosti in da sami izbirajo. Sicer jih pri tem absolutno tudi midva vodiva, kaj izberejo. Ampak nekaj sva ugotovila. Ko smo mi v bistvu z otroci v eni prekrasni harmoniji, ko se razumemo vsi skupaj, potem je vse harmonično. Potem otroci ne bežijo v računalnik, ne bežijo v stran od nas. Torej, ko smo mi v stalno ljubezni, smo mi dva magnet in otroci so z nama. Delamo druge stvari. Bom rekla, vse se na nek način potem harmonizira. Ko to luč nekje prižgeš v sebi, se zadeve, ki so nevarne, zadeve, s katerimi se spopadamo dan danes, in to je šola, zahteve v šoli, ne vem kaj vse, ko v glavnem otrok najde samega sebe, potem nima več niti te potrebe, da bi, ne vem, zelo dosti igral računalnik, nima več te potrebe. In se samo od sebe stvari v bistvu uredijo. Wow. Živimo v precej tekmovalnemu svetu. Ta tekmovalnost nas tudi malce ovira pri tem, da bi sami sebe osvobodili, kaj ne da?
Ja, seveda. Skozi vedno mer tekmujemo, vedno hočemo biti boljši od drugih, vedno tekmujemo tudi sami s sabo tekmujemo, ne? Hočemo preseči sebe in v bistvu to gre na nek nasilo in izhaja, potreba po tekmovalnosti izhaja v bistvu iz ločenosti, ne? Ker nismo povezani sami s seboj, nismo zadovoljni sami s seboj in rabimo potrditve od zunaj in te potrditve pač dobimo skozi tekmovanje, skozi zmage. In ta tekmovanje, v bistvu tekmovalnost nam prinaša veliko dramo v življenju, ne? Potešitve, zelo slabo voljo, žalost, razočaranje, obup. In gremo gor in dol in ker v bistvu nismo povezani sami s seboj, ne najdemo te radosti v sebi, te zadovoljitve, te izpolnjenosti, ki jo nosi vsak v sebi. In ko enkrat to odpreš, v bistvu nobene potrebe po tekmovalnosti ni. Edino, kar čutiš, je potreba oziroma čutiš neizmerno povezanost z ljudmi, sodelovanje in skupno ustvarjanje. In skupno ustvarjanje lahko prinese dosti večji napredek kot tekmovalnost, kot tekmujemo vsak za sebe. Ja, pri vaju se vsekakor čuti ta izjemna globoka povezanost in da delujete kot celota. Zelo lepo se vaju čuti. In pravzaprav je škoda, ko pri toliko parih ugotoviš, da en kup ene energije vržejo stran, zato ker so ljubosumni drug na drugega. In nekateri celo pravijo, ja, moraš biti malo ljubosumen, ne? Zato, da to pomeni, da si me želiš in tako naprej. Kako pa vidva gledata ljubosumje? Je bil kdaj to izziv v vajinem razmerju? Ljubosumje v bistvu ne. Ne, midva sva enostavno vedela, da sva drug za drugega in se nikoli nisva s tem ukvarjala. V bistvu sva energijo usmerila drug na drugega in sva v bistvu vlagala v odnos. In to je bila za naju resnica. Ampak veliko ljudi, s katerimi sem se pogovarjala, katere sem poslušala, da so prišli do teh znanj ali pa do tega globokega notranjega zavedanja, niso se kar zbudili v tem lepem, čudovitem svetu z vsem tem znanjem, ampak so se jim ponavadi zgodile kar take velike preizkušnje v življenju. Slabe stvari, negativne izkušnje, ki so jim v bistvu odprle neko novo matrico v smislu, kaj pa še nekaj drugega. Ste tudi vidva imela kakšno tako izkušnjo, ki je bila nek tak trigger? V bistvu ni bilo dosti teh dramatičnih izkušnj. Na srečo smo se najna pot odprla gladko in skozi to notranjo luč, o kateri govorimo v knjigi, ta neznanska moč, inteligenca, vesolja, ki dejansko to je, ti pomaga, da vse to, kar si rekla, vse to dramo življenja, skozi katero se učimo ponavadi, vse, kar se nam dogaja v življenju, nekaj slabega, nekaj se zapleta, vse to je lekcija, ki nas v bistvu zbuja. In ugotovila smo, ko uporabljaš to notranjo luč vedno bolj in bolj, se vse to zgladi, v bistvu ne rabiš iti skozi dramo. Enostavno vidiš sebe ujetega v nek vzorec in ko ozavestiš, pol izgine. Ne rabiš ga izživeti, ne rabiš ga doživeti tako materialno, fizično kot neka drama, ampak enostavno poteka gladko in se zavedaš vedno bolj in vidiš, odlagaš staro, prihaja novo in izbiraš, v bistvu v življenju dobiš možnost izbirati. In to mogočno vedenje, da si ti tisti, ki odločaš, kakšno življenje boš imel in enostavno skozi to luč dobiš moč, da ga izbereš, takega, kot želiš. Krasno. Najlepša hvala obema za to, da ste prišla na obisk, za to, da ustvarjate to, kar ustvarjate v vajinem zavodu in seveda za tole knjigo, ki je marsikateremu posvetila luč v njihova življenja. Najlepša hvala obema. Takole, če je tudi vas tale knjiga, če vas zanima in tako naprej, preverite na 02 6200 230, naše svetovalke vam bodo zaupale kaj več. Sicer pa odprla sem naključno in mislim, da bi vam tole, da bi bilo prav, da vam preberem. Tema je samo odsotnost luči, nič drugega. Naj v vaše življenje posveti tista prava luč in ne iščite jo zunaj, kajti nahaja se v vas. To bi lahko pisala, ja, da vsebuje, ne vem, nek naravni izvleček, poleg je pa dodan sintetični vitamin, sintetični minerali in tako naprej, ne. Lahko je kombinacija.